Torej, lepo pozdravljeni. Zdravniška zbornica je skupaj z soorganizatorji organizirala posvet, ki je v bistvu del projekta Zavoda Varna pot, ki ga financira Ministrstvo za zdravje. Prometne nesreče, ki se dogajajo pod vplivom alkohola, so velik zdravstveni problem, obravnavajo jih številne zdravniške stroke na področju preprečevanja, predvsem medicina dela, prometa in športa, družinska medicina, potem urgentna, različne veje kirurgije, rehabilitacija, tudi infektologija, skratka gre za velike zdravstvene probleme, ki predstavljajo tudi veliko družbeno breme. Nikoli ne govorimo samo o poškodovancu, ampak o prizadetosti celotne vključene družine. Mislim, da je bilo danes navedenih kar nekaj predlogov, idej s strani zdravniške stroke, pa tudi drugih strok. Bistveno je, da so bile te ideje slišane, da so pravzaprav usklajene in da jih bomo predlagali v realizacijo odločevalcem. Gre namreč za področje preprečevanja prometnih nesreč, ki je dosegljivo preventivnim ukrepom, ki res ni potrebno, da se dogaja. Toliko na kratko, več vsebinskega bodo povedali sodelujoči kolegi. Najlepša hvala. Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot in predsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč. Uvodoma dovolite, da se zahvalim soorganizatorju Zdravniški zbornici za res krasen strokovni posvet, kajti žrtve prometnih nesreč vedno prihajamo s svojimi osebnimi zgodbami in v njih se identificira lahko sleherni udeleženec v cestnem prometu, kajti alkohol, hitrost, prepovedane droge zelo pogosto spremenijo naš tok življenja, nažalost, v tisto negativno smer. In na naši strani bi si želeli, da bi država odreagirala in naredila vse, kar je potrebno, da se vizija nič mrtvih, nič poškodovanih udejanji, se pravi, da drugi ne bi utrpeli to, kar smo mi sami. In danes smo imeli na tem strokovnem posvetu moč spoznati, kaj širina medicine pomeni, katere vse stroke znotraj medicine se srečujejo z najbolj grozovitimi posledicami prometnih nesreč in kaj smo ugotovili. Ugotovili smo, da je potreben dialog. Ugotovili smo, da imamo krasno in res spoštovanja vredno stroko. Ugotovili smo, da imamo sistem, v katerem te strokovnjaki prepoznavajo vrzeli, in ugotovili smo, da te strokovnjaki si ne zatiskajo oči, ampak želijo najti rešitve, ki so najboljše za naše državljane. Še več, ta posvet smo razširili, bom rekel, tudi z našimi kolegi iz policije, iz Agencije za varnost cestnega prometa in z drugimi deležniki, kjer ugotavljamo, da revolucija ne bo uspeh, bo pa evolucija. In ta evolucija je na vseh nas, kajti prepričan sem, da ta naš glas, da se to drugim ne zgodi, je del vsake želje vsakega izmed nas. Iskrena hvala še enkrat za vso podporo vsem vam sodelujočim in upam, da se bo v slovenskem delu tudi ta del premaknil in da do alkohola in prepovedanih drog na cestah ne bomo več tako tolerantni. Sledi doktorica Saša Puhar z Javne agencije Republike Slovenije. Ja, se večer. Magistrica Saša Levšnik Kafol, namestnica direktorice Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Se opravičujem, da po svetu je bilo vrstni let drugače, pa potem sem. Ja, hvala lepa. Tudi v imenu Agencije za varnost prometa iskreno se zahvaljujem organizatorjem tega posveta. Seveda je tudi na strani Agencije za varnost prometa glavno sporočilo, da imamo ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola in drog. Vožnja pod vplivom alkohola in drog ostaja namreč eden glavnih dejavnikov, vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. V letošnjem letu so žal alkoholizirani vozniki povzročili že 4 smrtne žrtve, v lanskem letu jih je bilo celo 17. To seveda niso zgolj številke, temveč so to človeške tragedije, ki prizadenejo družino, prizadenejo okolico in seveda puščajo dolgotrajne posledice.
V Agenciji za varnost prometa se zavzemamo, tako kot sem že rekla, za ničelno toleranco do alkohola in drog v prometu. V času poletnih počitnic zato še posebej opozarjamo voznike. Želimo vsem seveda brezskrbnost, sproščenost, ampak naj ti dejavniki, te okoliščine ne povzročijo kakšnih napačnih odločitev, ki bi lahko pripeljale do hude prometne nesreče. Če greste na koncert, na veselico, na kakšno drugo prireditev, načrtujte pot domov vnaprej. Načrtujte neko varno vrnitev domov, na ta način boste ravnali odgovorno in vsem nam, vsem udeležencem v prometu omogočili seveda srečno pot do cilja. Veseli nas, da mladi vse pogosteje prevzemajo to odgovorno vlogo 0:0, a pot pred nami je še dolga, zato so dogodki, kot je ta današnji posvet, izjemno pomembni za poglobljeno razumevanje in iskanje skupnih rešitev. Ob tej priložnosti v imenu Agencije za varnost prometa tudi praktično izkazujem podporo policiji pri izvajanju nadzora in predstavniku policije, gospodu Robertu Vehovcu, simbolično predajamo 1000 hitrih testov za droge, ki omogočajo hitro odkrivanje prisotnosti prepovedanih drog v slini voznikov. Lahko jih boste seveda uporabili že jutri, ko bo potekal 12-urni maraton preverjanja psihofizičnih lastnosti voznikov. In pa želim seveda uspešno delo in pa nam vsem, da bomo varno prispeli na vse cilje naših poti. Lahko en kader, še enkrat. Aha, seveda. Takole. Najlepša hvala. Zdaj pa kar predlagam, da nadaljujete, Robert Vehovec iz uprave in informirane policije, sektorja policije. Lep pozdrav tudi v imenu slovenske policije. Kot je pokazal današnji posvet, je alkohol še vedno vse preveč prisoten na slovenskih cestah. Žal ugotavljamo, da narašča tudi problematika drog v cestnem prometu. Policija zato seveda podpira vse aktivnosti, ki so usmerjene v to, da se na tem področju izboljšajo, da se situacija izboljša. Predvsem našo vlogo vidimo v nadzorni dejavnosti. Na leto še vedno preizkusimo okrog 450 000 voznikov. Žal ugotavljamo, da preko 10 000 voznikov vsako leto še vedno vozi pod vplivom alkohola. Kar pa še posebej skrbi, je pa naraščajoči problem drog v prometu, kot že rečeno. Vsako leto, zadnje leta ugotavljamo preko 1000 voznikov, ki vozijo pod vplivom drog. Kot rečeno, delujemo predvsem na področju nadzorne dejavnosti, zato se v tem tednu pridružujemo tako evropski akciji, kot tudi slovenski nacionalni akciji poostrenega nadzora na tem področju. Napovedujemo pa, da bomo v noči iz petka na soboto izvajali poostren nadzor, tako imenovani maraton, kjer bomo aktivirali večje število policijskih patrulj na tem področju in ljudje, ki bodo pač v tej noči udeleženi v prometu, lahko pričakujejo, da bomo bolj pogosto ob cesti, lahko pričakujejo naše kontrole. Te kontrole so namenjene predvsem odvračanju voznikov, ki sicer menijo, da lahko vozijo pod vplivom alkohola, da tega ne storijo. Nekako pozivamo vse skupaj, načrtujte svoje poti, zagotovite si varen prevoz in ne sedete za volan, če ste pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi. Najlepša hvala. Nadaljuje magister Klemen Grabjevec, specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, predstojnik oddelka na Univerzitetnem rehabilitacijskem centru. Hvala za povabilo. Rehabilitacijska medicina je tista veda medicine, kamor poškodovanec v prometni nesreči ne glede na razlog seveda zaključi svoje zdravljenje. In seveda vidimo v zadnjem času je seveda tako z napredkom tehnologije, varnosti na cestah in pa predvsem napredka medicine seveda prišlo do upada smrtnih žrtev v prometu. Nažalost pa veliko bolnikov oziroma poškodovancev, ki bi nekoč umrli, danes preživijo. In te poškodbe
so izredno hude, predvsem, kadar govorimo seveda o tako imenovanih visokoenergijskih naletnih poškodbah, ali so to vozila, avtomobili, ali so enosledna vozila, kolesa. Te visoke naletne hitrosti seveda povzročajo hude poškodbe tako možganovine kot hrbtenjače, dolgih kosti medenice in notranjih organov, predvsem pa poškodbe možganov in hrbtenjače puščajo nepovratne posledice, kajti zaenkrat medicina ni zmožna popravljati posledic okvar možganovine in hrbtenjače in osebe z takimi poškodbami seveda ostanejo nepovratno z okvarjenim življenjem praktično do smrti. In mi to vemo, zato ker jih spremljamo celo življenje. Po drugi strani moramo vedeti, da pri tako hudi poškodbi ni nikoli prizadet samo poškodovanec, ampak njegova družina, kot je bilo danes že omenjeno, zato je seveda pristop poškodovancem v prometnih nesrečah vedno timski, seveda pristopamo tako poškodovancu kot njegovim svojcem in družini. Ne bi omenil tukaj finančnih posledic teh hudih poškodb, ki so tako direktne, zelo visoke zaradi samega zdravljenja, kot indirektne kasneje zaradi posledic izostanka iz dela, bolniških nadomestil in pa invalidnin. Tako da seveda smo veseli zmanjšanja števila prometnih nesreč kot smrtnih žrtev v prometu, ne opažamo pa bistvenega upada težkih poškodb v prometu, ki se zdravijo na našem inštitutu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi magistrica Marjeta Hovnik-Kršmanc iz Inštituta za javno zdravje. Hvala za povabilo. Prihajam iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, katerega vloga je pravzaprav pomembno preprečevanje škode oziroma zmanjševanje škode zaradi alkohola in eden od načinov je tudi, da spremljamo samo razširjenost porabe alkohola in tudi pivsko vedenje prebivalcev ter trende, ki se dogajajo na tem področju. Zdaj nekako vemo, da je Slovenija označena kot dežela z mokro kulturo, kar jo zaznamuje dejansko preko običajev, mitov, ki se prenašajo iz roda v rod, lahka dostopnost alkohola in seveda tudi nekritičen odnos do pitja alkohola. Vse to pa se odraža tudi na visoki porabi alkohola na prebivalca, ki presega evropsko povprečje. Tako je v letu 2023, za katerega imamo zadnje podatke, samo registrirana poraba na prebivalca starega 15 let in več znašala skoraj 10 litrov čistega alkohola. Če bi to prevedli v litre posameznih alkoholnih pijač, bi to pomenilo, da je v tem letu tako star prebivalec popil 35,5 litrov vina, še nekaj več kot 87 litrov piva in 3,5 litre žganih pijač. Če pa k temu dodamo še neregistrirano porabo, ki znaša do približno 2 litra, se v bistvu ta številka še kar pomembno poveča. Po podatkih, ki kažejo naše raziskave v splošni populaciji, ugotavljamo, da v tem letu alkoholnih pijač ni pilo samo 26% polnoletnih prebivalcev. Po drugi strani pa ugotavljamo, da čeprav vemo, da nobeno pitje alkohola ni brez tveganja, pa da je kar skoraj 60% prebivalcev te starosti pilo alkoholne pijače na že takšen način, ki povzročajo večje tveganje oziroma škodo za zdravje in varnost. Skrbi še zlasti to, ker v bistvu takšen način pivskega vedenja med osebami, ki pijo alkoholne pijače, celo narašča. Zdaj nekako tudi kažejo podatki, da večina teh, bomo rekli, tveganih škodljivih pivcev ni med tistimi osebami, ki redno nekako, bomo rekli, so redni pivci, ampak dejansko gre za tako imenovano priložnost pitje večjih količin posamezni pivski priložnosti, torej popivanje. In seveda, če se taka oseba potem znajde tudi v prometu, ali kot voznik, ali kot udeleženec, seveda ogroža svojo in varnost drugih. Najlepša hvala. Še ena kratka izjava urgentne zdravnice Nuše Skupizir. Ja, zdaj, mi v urgentni medicini se v bistvu zelo veliko srečujemo s temi prometnimi nesrečami, ker je dostikrat zelo travmatično, ta stik z žrtvami, z njihovimi družinami in pa na drugi strani s temi povzročitelji tudi na nas
zelo vpliva, tako da zelo pozdravljamo v bistvu tudi mi vse take iniciative, vse take projekte in take okrogle mize, ki pač delajo na tem, da se res poskuša družbeno in sistemsko obsoditi in pa na nek način izkoreniniti sploh misel na vožnjo pod vplivom alkohola. Hvala. Hvala, imate še kakšno vprašanje? Jaz bi mogoče izkoristila še priložnost, pa naj se za gospoda Vehovca in gospod Jevšnik, še vročina je tista, ki je v teh dneh dodatno pač predstavlja grožnjo, pa tudi ta vikend bomo ponovno priča še večjemu navalu turistov, vemo pač naši severni sosedje imajo praznik, zato bi vam mogoče prosila vas, gospod Vehovec, za pač to, kar opažate in pa seveda gospod z agencije za te napotke, kaj moramo tudi vozniki poskrbeti, kaj imeti v avtu, kako se obnašati in vse ostalo, kar k temu paše. Hvala. Ja, če me sedaj sprašujete o teh zgostitvah prometa po koncih tedna, pomembno je, da ljudje najprej načrtujejo svojo pot, da vedo, kam potujejo, kje se lahko pričakujejo zgostitve. Pomembno je, da spoštujejo prometna pravila, da se morajo zavedati, da ni krajše poti na neko destinacijo, ampak da bomo najbolj varno potovali na način, da se vsi držimo prometnih pravil, da smo pripravljeni na to, da bomo zamudili po vsej verjetnosti. Pomembno je, da je vozilo izpravno, pomembno je, da si pripravimo za napot kakšne napitke in če pride do neke situacije, ko je v bližini policija, je pomembno, da vozniki spoštujejo navodila policistov. Ja, Agencija za varnost prometa vedno opozarja, da je potrebno se na pot odpraviti, tako kot je že gospod Vehovec rekel, pripravljen z zadostno količino vode v vozilu. V prihajajočem tednu so napovedane zelo visoke temperature, nikar ne puščajmo otrok ali pa kakšnih domačih živali, kakšnih starejših ljudi v vozilu, kam odidemo. Pred vožnjo je pač potrebno biti spočit, potrebno je biti osredotočen, ne uporabljati mobilnih telefonov ali pa kakšnih drugih distraktorjev. Vsekakor se je potrebno tudi med vožnjo kdaj ustaviti, narediti kakšen počitek. Če se odpravljamo na daljšo pot, je seveda zelo priporočljivo, če je v tem vozilu še kakšna oseba z veljavnim vozniškim dovoljenjem, da se kdaj tudi zamenjata. Tako da ja, delajmo redne postanke, hidrirajmo se, bodimo osredotočeni, vozimo odgovorno z upoštevanjem vseh cestno-prometnih predpisov in pa seveda ob morebitnih zastojih na avtocestah in hitrih cestah vzpostavimo reševalni pas. Ne takrat, ko se že slišijo kakšne sirene ali pa luči, takoj, ko se začne promet ustavljati, je potrebno ta reševalni pas vzpostaviti, zato da bodo seveda lahko intervencijska vozila pravočasno prišla na cilj in da bomo s tem lahko rešili kakšno življenje. Vsaka sekunda šteje. Hvala. Še zdravnica družinske medicine in pa hkrati specialistka medicine dela prometa in športa Vesna Đakulin-Pekarovič se vsakodnevno srečuje z tistimi, ki recimo tvegano pijejo, pa potem vstopijo v promet in tudi na drugi strani. Povejte malo o vaših izkušenj oziroma kaj bi izpostavili. Pa jaz bi v bistvu izpostavila eno in edino stvar, da mi smo tukaj za vas, vas pa prosimo, da nam pomagate ohraniti ceste varne za nas in za naše potomce. Hvala. Ja, še za doktorico Bejovič vprašanje v bistvu na eno drugo aktualno temo, to je dogajanje okrog in v Bohinjskem jezeru. Vemo, da so, če nam lahko mogoče samo namignete, glede te cianobakterije, bi ta trenutek, vem, da tudi Nacionalni inštitut se s tem ukvarja, bi odsvetovali, mogoče dokler ni jasno, gre za neko zadevo, ki bi lahko predstavljala tveganje tudi za ljudi, kaj bi svetovali kot seveda zdravnice. Torej, infektologi se zaenkrat na srečo s tem še ne ukvarjamo. Gre pa za bakterije, ki se pojavljajo pri cvetenju vode, bodisi stoječe sladke vode ali morja, in lahko izločajo strupe.
cianotoksine, skratka strupe, ki škodljivo delujejo na različne organske sisteme, tako živali kot tudi lahko človeka. Opisane so po svetu in zastrupitve in tudi hujše posledice takega pač delovanja teh cianobakterij. Zato je en minimalen previdnostni ukrep, da se seveda v taki vodi, ki cvete, ne kopamo, zlasti pa ne smejo z njo v stik prideti manjši otroci, ker bi za njih bila že manjša količina tega strupa lahko nevarna. Nekaj podobnega, kot je to bilo že sedaj opaženo pri živalih, čeprav, kot vem, analize še potekajo in ne poznam podrobnosti. Hvala.